ananas dejansko vpliva ne samo na okus sperme, tudi na okus piške. On je bil z milijon ženskami in najboljši okus imajo kao tiste, ki ne jejo glutena. Jaz sem se tukaj potem vprašala, kaj sploh je spolna kompatibilnost. Pa si moški velikrat hočejo neke čudne stvari, pa položaje, pa pol jim včasih ustrežeš. Ker če bi recimo moj partner skozi hotel 69, pa jaz bi vsakič, ko bi hotela seksati, bi pomislila, zdaj bom mogla pa še to, kar se mi ne da. Pač jajčka dobesedno potlačijo nazaj noter v telo. Večina teh stvari za povečanje penisa je nateg. Kar hočem reči, da pač penis res ni toliko pomemben, koliko je velik. Lahko z mehkim mu narediš full over in lahko z velikim mu narediš čist brez veze. Zdaj je popularno, da imaš full bush. Ja, OMG, ni hotel z mano seksati, ker nisem bila pobrita. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta Lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš Skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kot ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Okay. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se prvič pa odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer govorimo o seksu, o partnerstvu, fetiših, skratka o vsem, čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes odgovarjamo na vaše vprašanja iz DM-ov, iz Instagrama. Tako da mogoče bomo odgovorili tudi na tvoje vprašanje, če si kdaj kaj pisal o meni. Ne? Hvala, ker si z nama, ker naj jo spremljaš, ker naj jo gledaš, ker si vsak ponedeljek ob 8 točno tle in ker lajkaš, komentiraš in ker si subscriben. Tam je en gumb. Subscribe. Klikneš ga. Drugače pa gledamo tudi na Arena TV vsak ponedeljek in četrtek ob 23. Pa smo tudi ponovitve in ne vem, kdaj so. V glavnem smo na Arena TV, počgite in smo tam. Zdaj vsi imate unza nazaj, lahko pogledate, tako da dejansko lahko gledate, kadarkoli hočete. Ja. Naj jo tudi tam, na velikem zaslonu. Če ne hočeš pa še bolj podpreti, pa lahko klikneš gumb Join in za majhen prispevek uživaš v najinih dodatnih vsebinah in pogovorih. Ali pa nama plačaš pijačko na Go Buy Me a Coffee. Še en disclaimer, preden začnemo, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo, pa si pri njih ne posluša tega podcasta. Zdaj sem se zavedla v dodatnih vsebinah. Tu sta se smejala. Nismo mislili OnlyFans. Čeprav je zadnjič en vprašal, če bo mi dve imeli OnlyFans kdaj in da tu bi se ziher prodajalo. Pa v resnici bi se verjetno res. Kaj ne? Če pomisliš. Ne vem, napiši komentar, če bi gledal OnlyFans od naju. Ziher bi. Jo, vsi bi se naročili. Okay. Jaz bi se na tvojega naročila. Ja, jaz pa na tvojega. Evo, imamo že enega. Okay. Kaj nam boš danes predstavila, Sara? Kaj si sprobala? Še eno ful dobro igračko. Jaz sem v tem batchu toliko dobrih igračk sprobala. Ti si same to dobre zase zadržala? Ja, drugače, ja. Jo, jaz sem kar padla v neko depresijo in sem res rabila neko popestritev življenja in sem si pač vzela dobre igračke. Preden Sara začne, vam bom jaz pokazala, kaj je meni dala. In mi je rekla. No, to pa ti sprobi. Mi je zgledala taka malo brezvezna, pa da jo probi. Sebi je naročila tisto mašino od igračke in meni je prvo šla tole. Lej, kako je cute, ko se svet od ozadje. Daj, nehi, ka ni res. Čeprav veste, kaj pa je tudi res. Doma imam jaz še igračke zate, ne, ampak zadnjič sem že vse svoje sprobala in nisem več imela popestritve v življenju in sem še eno tvoje odprla. Ampak zdaj ti bom novo, sej ni bila dobra. Ne, aj res. Ja, ampak zdaj ti bom novo kupila. Mogoče si najbolj, da si ti kar zbereš, da ne bom jaz narobe zbrala, ker meni je ta tvoja zelo cute. Ne, se drugače je bila ful dobra. Ja? Ja. Ta moja. Tu je rabbit vibrator, pa še ki se imava imenuje... vijolična, sorry, pač ko skočujem, ampak
To je tako. Meči! Glavno, ja, razloži. Imenuje se Apollo in je rabbit vibrator. In jaz, ko sem videla te vibratorje, ki imajo tako jeziček, jaz sem bila trdno prepričana, da je ta jeziček trd. In Kaj? da je trd. A ni? Ne. Kva? Čakaj. Jaz sem bila prepričana, da je trd in da ti tu pol, ni mi bilo jasno, kako deluje, ker če bi dal ti tu vase in bi bil ta trd, bi ti tako lahko kaj posekalo kože noter, veš, v piški, razumeš? Ja. No, ampak ne, to je tak mehak, v glavnem, tam ima tle eno tako mehko stvar, držim v roki rabbit vibrator za vse tiste, ki sem poslušate, zgleda, kot da je navaden, samo na tem, ta dolgem delu ima en tak, Lulček. ja, gibajoč sredini, prstek, ja. ki je namenjen G točki. Skratka, tu je že itak namenjeno G točke, ampak ta gre ful globoko, pa ne stimulira direkt G točke, tu tle je pa točno tle. In fora je, da sem jaz mislila, meni se ne zdi, da gre kaj je zdaj? Aha. Tega sprazen laže. Ok. No, tako tu zgleda, ne? Se vidi kaj v kameri? No, in zgleda, kot da ne gre nič ven, pa ne, razumeš? Da se Da se ne premika ful. Pa se. Ful je dober. Ful je dober. Prva dobra stvar je tu, da je pač v bistvu res kar dolg v resnici meni tu, tako za vsak dan je meni tu, Too long. mislim, kar velik je, moraš lubrikant uporabiti, tu pa se vsi vemo, da se meni ne da. No, in pol ta gibljiv je, pač tu je fajn, ker je ta gibljiv, da je ful prilagodljiv in pol imaš še ta jeziček, ki je perfekten. Perfekten, ful se ga čuti. Tako, čutiš perfektno. Ja? Ja. Veš, kaj sem vesela? Drugač si mi pa dala dildo, ki ima tole. Nisem ga pa še sprobala. Tako da se veselim, da to sprobam, ker zdaj sem ful bolj excited, ker se mi je zdelo tako, ful sem hotela vedno probati to, ampak v resnici mi zgleda mal meh. In Ja. zdaj pa ko mi čakam. Vse te, ki se tako malo premikajo, za G točko zgledajo mehne. Se tudi tu, ki se vrti, se čist malo vrti, pa je ful dober. Ne? Tako da jaz mislim, da tle ne rabiš neki ekstra. V glavnem, jaz dam spet oceno 10. Tu se bo slišalo. What? Ja, že dolgo nisem bila tako navdušena nad temi igračkami. Mogoče tu zaradi libido boosterja. Ker zakaj bi jaz drugače hotela probavati igračke in še tvoje ukradla iz vreče? Presežem, res. Ja, Kaj se dogaja? neolikano. V glavnem, Apollo, Intense Apollo, pa vibrira v glavnem, ne vem, če sem povedala, logično mi je bilo. Posebej upravljaš tega in je super. Povej mi še to, kako ga je annoying čistati. Kako si ga očistila? Sam jaz to tebe sprašujem, kaj ti je malo sen. Ja, meni je zelo vsen, tako da tu mogoče moč koga drugega vprašati. Pač opereš ga, ne vem, kaj pomeni, če sem ga tle noter čisto čistila, ne, verjetno ne, ampak tu ne, čisto enostavno. Kaj tu tako ven potegneš, počistiš? Ok, bom poročala jaz, ko sem ga mojega dildiča sprobala. Noč kaj tazga, ziher ne tako težko, kot ta sladoleden, ki je tam nekje. V glavnem, pitchpop.si, koda med nama 10. Priporočam, res. Nisem si mislila. Ok. No, jaz sem pa dobila tole. To je zdaj prej za neko, da se ful pritožujem in kako da tlele jokcam, ampak sam smešno mi je bilo, ko vem, ko mi je dala stvari, je rekla, joj, tam mi je zgledal tok tak, mal brezvezan, da ga sprobi. Če je spet ta nasesanje. Ja, drugače je. Ja. Fora je v tem, da ima, to se pravi, smo zdaj v roki en tak, ima za en prst velik, ima manjk za en prst Najmanjši, velik kar sem jih jaz videla v live. vibratorček, pa ni vibrator, v bistvu ima dve funkcije in sicer tapkanje in na zračne pulze. To se pravi, najprej imaš samo to tapkanje, pa tak jeziček je še na tem tapkajočem delu, ki sem ga videla, sem si mislila, da je brezvezen in sem imela prav. Pač ne čutiš ga sploh. Ampak sploh nima veze, zato ker je tak tale membrana. Ku voda, pač. Ja, podobno. tako. Točno to, ta tapkajoči je in Okay. pa se zgleda, kot da se ta jezik premika, ampak tako roko na srce ne čutiš ga. Okej. Pač to je. Čeprav nisem pa sploh Verjetno tako je namenjen za točkovno stimulacijo, bolj, da imaš še več različnih možnosti. mogoče. Ja. No, v glavnem, za vse tiste, sem prav prenesla za pokazati, za vse tiste, ki ste imeli koledar unga, ki so bile rdeče igračke noter, to se pravi, ki ste imeli seksi koledar z rdečimi igračkami, je bil en prstni vibrator, ki je tudi imel tapkanje. In če vam je bilo tisto všeč, in če vam slučajno je crknil, je tole dup. Je tep crkno? Ne. Aha, okay. Ampak sem tako pravim, če bi, ali pa recimo, če imate kakšno kolegico, pa ste ji ful govorili, kako je to dobro in je ona tako, ja, kim je to zdaj dobila, to je pač to. Pa še manjši je, Se res malo podoben zgleda drugače, tako Ja, v spredi, a ne? sem, da ni za na prst, ja.
Tako da v resnici vrhunsko, plus še tle dobiš tale nastavek zraven, koliko stane ta? Ta ne more biti drag. Po Tak mojem majčkan. manj kot 20 evrov. Če iščete Ful eno ful poceni. pocen igračko, tako dajte za darila vsem kolegicam, tole je drugač. Preseglo vsa moja pričakovanja. Ker podaš pa še tale nastavko gor lahko in imaš pa potem to zračno in oboje je dober. Sicer meni ta tapka ni skoraj bolj všeč. Ampak kako pa delata, tle ne rabiš dati nič dol, samo ga daš gor. Ja, tale ne gre dol. Ta je pritrjen, okay. stak. In še vseeno zračno dela. ja. Zato, ker se naredi tako to. Pač Itak, s ja, tem. valjda. Tako da res ful uštkana igračka, čista taka mehna in mi je Pa meni je ful dobro, ker ima tu zadnji tako krom. Ja. Ali kaj je že to? res je taka elegantna. Pa Ful. posod jo lahko skriješ, če res rabiš neko za skrit, za posod vzeti, pač to po mojem lahko tudi tune države, ki so seks igračke prepovedane, to daš v torbico z skincareom in pač rečeš, da je to za obraz. Ja. Masirati. Noben ne bo vedel. Ja. Tako da res preseglo so moje pričakovanja. Vodoodporna je, to sem ugotovila tako, da sem jo kar uprala pod vodo in upala, da ne bo crknila. Ampak se mi je, sem jo tako malo gledala, pa je pač izgledala vodotesna. Plus, jaz sem bila najprej 100%, da je ta na baterije, ki je izgledala taka čist Ja. nikakva. Jaz se zdaj ful disam, ampak ful je dobra. Ampak ima v resnici tale polnilec na USB na magnet in ja, In ne bi ti, vodoodporna, tu ti pa ne vse. bi naredila, še poleg vsega, da ti dam še na baterije igračko, ki jih ne maraš, tu pa ne bi. nisem lobby. Ne bom ti Sebi, več, nobene na baterijo ne boš več dobila. Jaz sem zdaj tako nehvaležno izpadla, jaz sem ful vesela, da me Sara zalaga z vsemi temi seks igračkami. Pač, da bi jaz se to lahko Zdaj si sprobala. naprej si jih bo sama zbrala. Napišite, če imate kakšno, ki hočete, da prav probamo. To nismo še nikoli rekli. Če ste kje videli, Res. kakšno, ki jo moramo mi probati, Ja. pa mi ne vemo. Ker tega je itak tukaj, da lahko do konca življenja probavamo. Ker ta bi bila te brezvezna, ker je na zračne pulze. Ja, Ampak saj. tale tapka ne bi ti bil po mojem všeč. Nisem vedela. Ja. Nisem vedela, da Če ta. ne bi jo to obdržala zase. Ja, jaz sem ti iz dobre vere dala to ta malo igračko, ker sem bila tako tajna sesanja in cute zgleda in bo pač njej všeč, meni pa ne bo. In mi je Ja. bila všeč, evo. Jaz si dam v resnici 10 od 10. Nimam nič za reči z njo, res, nimam nobene, nič slabega ne morem reči, dobra je. Top. Pa še poceni je, kar je pa the best. Ja. Pač tako res Pa una silikonska budget je. friendly. Ja, tole je silikon dejansko, če je prav tako čuti se, da je tako kvalitetno. Čeprav je to plastično, ampak to pa pol naredilno. Ja, A ampak ne? je so cute. Ja. Mi je bolj, recimo, ne vem, zdaj kdaj bo ta epizod prišla ven pred, ali prej sva eno še posneli, kjer sem pa Womanizer predstavila. Pač za Womanizer pa bi si želela, da ne bi bil pač plastičen ohišje. Ja. Za tole pa mi je kul. Dvojni standardi. Ampak she's so cute. Ja. Dobite jo na skodo med nama 10 na Pitch Popu. Ja, še enkrat bom povedala. Pič pa pika si, med nama 10. Naprej. Ja. Hodila sem še nekaj reči, pa ne vem Kva? kaj. No vem. Hodila sem reči Pitch pa pika si, za vse poskrbi. Ja, jaz sem tudi to hotela reči, pa se mi je zdelo, da nekdo že ima tak slogan, kukar ne za neka, ne vem, tu sem že slišala po televiziji neki. A res? Za vas poskrbi. A si slišala uno reklamo, čist neoprimerno, ampak prasca imate vi, vse ostalo mi, koline pika si. Najboljša reklama v mojem lifeu. Tu bo zdaj postal del našega programa, tu je za moje antidepresive zvonc. Tako da, kadar ga slišite, veste, da me je spomnilo, da moram vzeti, da ne znorim. Eto, to je to. In pa jih ne vzame nikoli v tej uri. Ja, jaz se opravičujem. Enkrat se bom naučila. Sej nam glavnem, nič nobenega Ta ne moče. reklama, ki si zdaj rekla, zadnje čase, tu je zihar iz radija, Ja, ker zadnje čase na radiju, ne, tu je pa ekstra. Rada bi spoznala te ljudi, ki delajo za radio reklame. Ne. Ampak si pa zapomnila. takoj. In kam boš šla? Ja, Ko boš tja rabila sigurno, ne, ker koline? ne bom Koline, ker pika jih si. ne jem. Lej, ker plagale smo jih. Pač toliko dobro reklamo imate. Še obe vegetarijanke. Ja. Tako da res catchy as fuck. Ja. Ok, v glavnem. Sara bo prebrala zdaj prvo vprašanje. Ti dam tole. Smo jim že povedali, kaj delamo. Ja, da bomo odgovarjali na Odgovarjamo na vprašanje. vaše vprašanja. Smo povedali. A je boš brala na telefonu? Ja. Ok. Prvo vprašanje je zelo pogosto vprašanje, ki ga dobimo in sicer. Ananas. Vsi vemo, da izboljša okus, vendar kdaj? Koliko časa ga je treba jesti in ali je lahko vložen? The best. Tako, Ja. v glavnem. Ananas dejansko vpliva ne samo na okus sperme, tudi na okus piške. Ampak treba ga je jesti vsaj par dni prej. Fajn je, da mislim, isti dan ne bo nekega full efekta. Če pa ješ par dni zapored ananas, se pa dejansko čuti razlika, ki je bolj sladko. Zakaj? Zaradi teh prisotnosti sladkorjev in encimov.
Preverim, da imam prav. Ja. V ananasu vložen ananas nima tacga učinka, zaradi tega, ker ga vložiš, se vse malo skupaj razreč, ni toliko skoncentrirano vse. Ja, ampak sok pa ima. Ja, sam ni isto intenzivno. Ja. Tako da, če hočeš te prave efekte, jej svež ananas. Jo, kaj tu pol moraš 5 dni zaporedoma pojesti vsak dan en ananas. Pa ni treba celega spet. Okay. Lahko si kupaš enega, pa ga narežeš, pa ga imaš v hladilniku, pa vsak dan pač pikneš malo, pa ga ne vem, Okay. 4 dni ješ, pa bi mogel pač se čutiti dejansko. Pa ne zdaj pričakovati, da bo pač čist okus po ananasu, ampak bo malo bolj sladkast, pa boljši okus. Je pa tudi resnica, da recimo na spermo ful vpliva, kaj ješ. To se pravi, če kadiš, če piješ veliko, če ješ ful rdečega mesa, to vse vpliva in je bolj ogabna. Ja. Za ženske pa pač cranberry juice bolj, ne? Ja. Tudi kao ful. Pa enostavnejše je, pač malo piješ tega džuska. Tudi je ful pomembno, da dosti piješ tekočine na splošno. Če premalo piješ, potem je slabši okus pri obojih. Ja. Enkrat moram povedati, enkrat sem spoznala enega, ki je rekel, da najboljši, on je bil z milijon ženskami in najboljši okus imajo kao tiste, ki ne jejo glutena. Kva? Res? Tu je rekel. Tako da dajte napisati, če še kdo ima tako izkušnjo. Če imate punco, ki ne jed glutena, napište, če je cool ali ne. In če je boljš, ko bivša. Kaj, če bivša tudi ni jedla glutena? Ja, pa so pa obe največ dobre. No, zanima me, če je to resnica. Prav tako je rekel, da je res opazil, da je čist drugač. Ne, ker gluten v bistvu kruh in pol je ta jist, ne, in to ne vpliva dobro na našo floro. Zanimivo, evo. No, jaz čisto prvi tip, katerega spermo sem okusila, je imel grozno prehrano. Tako veliko rdečega mesa je pojedel, da brez veze. To je bila najbolj ogabna sperma ever. Res. Ne vem, kako da sem jaz sploh še upala od koga drugega probati, nikoli ni bila tako ogabna, kot od njega. Tista prva, jaz sem bila samo tako, sorry, jaz pa na to vam plunt, to ne gre pa mene. In potem tudi sem razumela, ko so govorili o tem, pogotneš ali ne, in ko so kakšne rekla, da je ful ogabna sperma, sem tako, če ne bi tiste ogabne takrat probala, bi si mislila, pa se sploh nima tazga okusa, ampak lahko. Ja, okej. Neko to govoriš, mi ni v redu. No, prav. Naslednje vprašanje. Kaj pa je tu čakajte malo. Ali se spolna kompatibilnost lahko razvija ali mora obstajati že od začetka? Ja, dobro. Če imamo tiste poroke dogovorjene, ne, recimo, pač se že naučiš, pa ti je že dobro, ampak jaz mislim, da mora obstajati malo od začetka. Vsaj malo. Veš, ni res to. Una iskrca. Ne vem, tako kot je rekla, ko sta Klara pa Žan govorila, ne, da pač je res lažje življenje, če si z nekom kompatibilen. Ne? In se mi zdi, da si malo skačemo v zelje s tem, da gremo z nekom, ki smo čist nekompatibilni, ki nam smrdi, ki hoče seksa 100-krat več ali pa manj, ko mu pašejo vse druge stvari, pač tu bo res veliko prilagajanja treba. Ne? To je res. Je pa potem tukaj, pač jaz sem se tukaj potem vprašala, kaj sploh je spolna kompatibilnost. In imam tukaj definicijo, kaj sploh je spolna kompatibilnost. Okay. Pomeni, kako dobro se partnerja ujameta v svojih spolnih željah, potrebah in načinu izražanja spolnosti. Gre za to, da se oba počutita zadovoljena, slišana in povezana v spolnem življenju. Tako da tukaj ne govorimo o tem, o tej iskrici, ampak o tem, recimo, da si en želi več seksa, pa si en ga mogoče manj. Pa o tem, da znata dobro skomunicirati, pa to, da sta konec koncev oba zadovoljena na koncu. Ker to je nekaj drugega, ali imaš ti z nekom kemijo, ali pa si z nekom spolno kompatibilen. Ker po moje veliko ljudi se mogoče ustraš, ker si z nekom, ker z nekom imaš lahko to iskrco, pa se dobro ujameš, pa se pogovarjaš, pa se pa dol daš, pa je pa kar slab seks. A ne? Ja. In to je, jaz mislim, da jaz kot to spolno kompatibilnost to vidim, da potem pa, čeprav se imaš ful dobro z nekom, je pa potem kar slab seks. Ja. In jaz verjamem, da se da to dejansko izboljšati. Velikrat je lahko z nekom prvi seks pač za nič in se potem uskladitanje dobro. Ja, sej kot ko rečeš, pač smo vsi malo spolno nekompatibilni drugačne. Veliko zvez. Večina v bistvu zvez niso čist spolno kompatibilni pol. Ja, zelo težko je biti z nekom vedno in skozi in povsod pač usklen. Zato pa je tle tudi vključena pač pogovor. Ja, sej to, kar sem hotela jaz reči, je, da sem ni fajn po moje, če si čist nekompatibilen, da je res tako. Je poti pa tudi pokaže nekaj. Recimo, že to, če ima ženska skozi neka vnetja ali pa, ki je z nekim partnerjem, to smo imela pa zdaj pred kratkim na Instagramu debato,
In je veliko punc rekel, da so imele bakterijska vnetja, da so imele glivična vnetja in potem so partnerje zamenjale in nič več ni bilo tega. Tako da, to je mogoče pa tudi ena stvar, ki jo je vredno opazovati in biti pozoren na njo, ker če ti da telo jasno vedeti, da nekaj tukaj ne štima, pa nekaj tukaj ne štima. Sam so pa tudi vse rekle, da v unmu momentu, ko so bile s to osebo, ne bi pač nikoli nobenega poslušala, da bi jim to rekel in ne bi pač tega upoštevale, dokler ne greš na razen zaradi kakšnih drugih razlogov in pozno nazaj pogledaš in si tako. Ja, itak, valjda, če je kao Znaki so drugače bili. vse v redu, pa ti nekdo samo nima prijetnega vonja, itak, da ne boš ti tako, ja, to je razlog, da greva na razen. Ja. Ampak v bistvu je pa kar mal nekompatibilno, ne? Ok, Naslednja. Ali je običajno, da nama s partnerjem sedajo čisto različni seks položaj? Kaj narediti? Kakšno so tu smešno vprašanja? Itak, da je normalno. Običajno. Ja. Celo. Ja. jaz sem drugače včeraj, ker sem tole epizodo včeraj pripravljala. In sem pol tako, bila, ja, najprej ti preberem vprašanja. In potem začel že kar odgovarjati na vprašanje. Sem tako, ok, cool, da vidimo, kaj bo on rekel. In je bil tako, ja, itak, da je normalno. In kaj narediš? Miraš položaje. Ja. Najprej tega, pol unga drugega. Ja. In potem kdaj pač seksa samo v enem najljubšem in kdaj v kakšnem drugem. Ja. In velikrat lahko v seksu pač več položajev narediš, zakaj bi samo enega, a ne? In čisto normalno je in mislim, da se to sam zgodi. Ja, in pol pač malo prilagodiš, ne? Pa narediš nekaj na pol. Ja, mislim, na pol. Pač najdeš kompromis. Pa Ja. point je tak, da oba uživata v tem. In če sam ne vem pa, kaj narediš, če recimo jaz ne maram 69 in da bi bil moj partner pač, Obseden. da bi bil obseden, da bi mogel biti vsakeč 69. Ja, ajde recimo. Pak, ko bi bilo to, pa Recimo. recimo. Pa da moraš 5 minut vsakeč. Ne? Ampak bi naredila to. Ja. Samo veš kaj pol, Ker niti tako grozno. veš kaj, Ali jaz ti je velikokrat grozno? razmišljam. Vse te ženske, oziroma ali pa vsi ti moški, ki imajo partnerke, ki jim ni do seksa, ki velikokrat jih zavrnejo. Pač jaz vedno pomislim, pa le selo, da se motim, ampak jaz vedno pomislim, pa ziharona pač ne uživa ali v nekem aspektu tega seksa, ali nekaj jo Ja. more motiti, da pol ona ga tolikrat zavrne in pač vsakeč, ko reče ja, gre čez sebe in se mal prsil, ker očitno ne uživa s tabo. Ne vem, pa se to sigurno ni vedno in povsod, Ja. ampak tako pomislim, pač, če bi recimo moj partner skozi hotel 69, pa jaz bi vsakeč, ko bi hotela seksati, bi pomislila, zdaj bom mogla pa še to, kar se mi ne da. Ja. A veš, moraš najprej čez to priti, da prideš do dobrega seksa, joj. Ja, ampak meni se tu bi zdelo recimo pač ok, v redu. Meni se pa to zdeva, to je pa je malo spolna nekompatibilnost. Ja. Da si recimo en partner ful želi, pač ta neki mora vsakeč biti. A veš, to je tako kot nek kink ali pa fetiš, da ga imaš, pa ga moče partner nima. Pa pol, ali najdeš kompromis, ali ga pa pač ne najdeš, pa pač nisi potem, ne moreš biti. Ali pa gotoviš, ne vem, joj, ja. Ja. Ker recimo, zdaj tako razmišljam, recimo, da ja ne bi hotel seksati v misionarcu. Ja. Ampak bi hotel, pač valjda, da bi kaj hotel, ko bi zate naredil. To je to. Ker se tudi jaz bi pol tistega Ker seksa zago- delala, zato ker bi bila tako, ker vem, da njemu dobro. Ja. Pa si, konc koncev pa Pa si saj- pol uživaš, ko vidiš, da on uživa. Pa si moški velikrat hočejo neke čudne stvari, pa položaje, pa pol jim včasih ustrežeš. Kaj ni tako? ja. Ja, drugač, če imaš nekoga dosti rad, Ja. pa si to spet. Pa to je tako en del tistega. Ja, ne, v bistvu se mi ne zdi več to grozen. Ja. Tako, ko pomislim, pozabila sem, da itak vidiš pol njega, ko uživa. Ja. In jaz uživam, ko vidim, No, da on če si uživa. 69, ne vidiš nobenega, ko uživa. Sej veš, da uživa. Ja. Ne rabiš videti, da veš. Če ti pač pove, da je to njegov najljubši in da pač bi ga Veš, res rad. koliko žensk sem slišala, da jim je tu beden položaj. To je res najbolj glupa A stvar. tebi je všeč? Ne, grozno mi je. Sploh ne razumem, zakaj bi si tu kdo zmislil. A vama je všeč 69? Itak, da imajo všeč, Ja? ker pač so moški. Pa, moški, ja. Oba snemalca sta rekla, da imajo to všeč. Ja. Pač, Jure je rekel, da se še ljubčkat ne rabaš. jaz verjamem, da jim je všeč, nam pa pač ni glih najljubša stvar. Tam imaš nič, no koment. Okay. Še ne moreš se skoncentrirati. Fantu ga po noči, to je novo vprašanje. Ja. Fantu ga po noči potegnem, ko je konec, se pa on samo obrne stran in gre spat. Po noči. Sem mu obrazložila, kaj hočem, kar se mi zdi malce smešno, da mu to razlagam, ampak še kar ni spremembe. Kaj storiti? Ne razumem. Po noči ga ona zbudi in mu ga pofafa in on naprej zaspi. Pa ne vem, kaj mu je obrazložila. Obrazložila samo, kaj hočem. Kaj pa hočeš? Seksat najbrž. Ja, ne vem. A je? Ja, ne vem. Ker če mu ga že potegne, kaj mu pol že pride, kako špol seksa, če mu je glih kar prišlo.
Ne? A ja, se res. Ker če bi Ja, hotela ne, seksa, bi ona lahko hoče- začela ga fafat, pa bi se pa gor usedla. A ne, Mogoče- a ja, itak valjda ne, ona hoče, da pa on njej. Mogoče. Sem tu je res veliko za pričakovati, razumeš, da zbudiš človeka po noč, zjutraj ima službo, mu ga pofafaš, pač to je kar v redu, ne, ampak pol da more pa še on se neki tam, se ni on odločil, da se bo ta zbudila, veš, kaj mislim? Ja. Jaz bi bila full tečna. Če bi bila ta moški. Ja, meni se tudi tle ta situacija zdi, pač, Kukor me ne razumemo, kaj si hotela točno reči, tudi verjetno on ne razume, kaj ti hočeš točno. pa če vidiš, če si to že večkrat naredila, pa da vidiš, da on mogoče res ni za neke te stvari sred noči, da ga ti zbudiš, pač mogoče najta nek kompromis, neki drugega, pač ugotovita, kaj lahko naredite, da ali bi mogoče pred spanjem, ali bi zjutraj se prej zbudila, pa bi enega kvikija usekala ali pa karkoli. Mislim, da on dosti jasno vedel, da njemu ta arrangement ni glih najljubši in da si ne želi tega. Ja, sem ne bo rekel pa ne, Ja. če mu ga hoče. Ja, če ga že- pofafat, veš. To bo rekel ne, mu fafata. Ja. Pa še veš kaj, po noč, pač imamo pod različne ljudi. Jaz, če mene nekdo po noč zbudi, pač jaz ne morem, jaz še sep ne bi prišla v tistem času, da bi ga mene pofafal nekdo. Ja. Pa jaz bi potem že spala takoj naslednjo sekundo. Pa še moški potem, ko jim pride, oni, dobesedno ta kemijska reakcija se v možganih zgodi, ker ratejo še bolj zaspani. Ja. In pač on mogoče prav fizično ne more nič narediti. Jaz pa imam ful pameten na svet. Veš kaj, koliko pri seksu odmer pričakujemo, da je vse obojestransko, ne? Kaj če bi pač vidva imela tako, da če njemu še da mu ga ti pofafaš, pa pol ne more, pač mu ga eno noč ti pofafaš, enkrat pa se on pač zbudi. Saj si lahko nastav budilko, tu naj se zmenta. Se pravi, če tebi to nekaj pomeni, enkrat na mesec si naj on nastav budilko in boš ti uživala. In ti pol ne rabiš nič in se lahko samo obrneš in greš spat. Ja. Tu se mi zdi dober arrangement. Meni se tudi to zdi nek kompromis, ki bi lahko bil v redu. Ja. Samo to morate videti, ugotoviti, da vam je v redu. Tako da, ja. Je pa prav, da mu pač poveš stvari, kaj si želiš, sam moraš pa potem tudi ti njega slišati, kaj si on želi. Ja. Ker ne moreš ti zdaj kar pričakovati, da zato, ker se tebi to zdi ful dobra ideja, da bo se tudi njemu tako avtomatsko zdela dobra ideja. Plus, če začneš mu te stvari razlagati tudi po noči, medtem Pa on že spi na pol nazaj. ja, ali pa, ko mu je glih prišlo, tu je Ja. nima glih, ne? Ja. Ja. Ok, naprej. Zakaj nekaterim moškim izginejo jajčka med vzburjenostjo? A je s tem kaj narobe? AKA, med seksom sem želela pobožati jajčka in jih tam ni bilo. Tudi med oralnim izginejo dobesedno not v telo. To se mi je prvič zgodilo in mi je bilo malo nerodno vprašati, ker si nisva bila toliko blizu. Kadar ni bil vzburjen, so jajčka normalno bila tam. Glavno obstaja ena mišica, ki se ji reče kremasterična mišica. Mogla sem prebrati, ker nisem zapomnila te besede. In ta mišica obdaja moda. In ko se moški vzburi, ali pa ko ga zebe, ta mišica potegne moda in jih dvigne k telesu, zato da jih zavaruje. Med seksom jih zavaruje pred udarci, zato ker pač se premika vse. In pač s tem v bistvu tudi zavaruje spermo. Ko je mraz, jih zavaruje pred mrazom, zato da je bolj toplo, ker moda so za nalaž visijo dol, ker ne smejo biti na pretoplem. Fun fact, če se trudite zanositi, pa ful ne gre, pa recimo ful hodite v savne pa to, ali pa v džakuzije, to vpliva na kvaliteto sperme. Tako da ne sme biti sperma na preročem. Se pravi, moda z ledom hladiti, tako kot je Jasmina rekla. Ja. Okay. V glavnem, ja, za tega se to naredi. Tako da to, da moda zginejo čisto normalno, pri enih moških jih bolj not posrka, pri drugih manj. To je čist samo, ker smo si različni. Nič narobe s tem, važno, da ne zginejo zavedno. Ja, meni je to ful zanimivo, ker tako pač, tu je edini organ tako na človeškem telesu, ko mu je naša telesna temperatura kar previsoka. Ker ni smešno, zakaj je to tako narejeno, pač, kva? Drugač, pa še to je ful zanimivo, pač ta moda, drugač dejansko grejo prav tako noter v telo. In to sem zadnjič poslušala na TikToku, ki je ena razlagala, ki je izvedela, kako te drag queeni dejansko pač taking naredijo. Ker rekla, jaz sem pač mislila, da to oni samo pač vzamejo in tako pač nazaj potegnejo. In je rekla, ne, pač jajčka dobesedno potlačijo nazaj noter v telo. In jaz sem kar tako... Nisi nikoli probala jih tako dati nazaj not? Jaz nisem bila tako, nisem razmišljala, kaj delam. Ja, Mislim, ni bilo tako zavedno, zdaj pa... Aha, ja, jaz pa sem Tako da, ja. Dej, tu moraš danes probati jih tako nazaj noter. Da se novo videlo, ja.
imaš, pa drugič. Ja, bom. Okay. Res. Njemu jih še nisem tako. Naprej. A vas lahko nekaj vprašam? Ja? To sem jaz pa Zanima odgovorila. me, če so te reklame na Facebooku za podaljšanje penisa realne ali je to nateg. A kar naprej? To je to. A ja, to ne, prvo sem vprašanje. mislila, da so tu vse za to vprašanje. Ne, to je pol že naslednji. Okay. Ja. Kaj? A je? Ja, jaz bi rekla, da so večinoma nateg in da večinoma lahko pomaga samo raztezanje. Ali s pumpico, ali pa z roko. Valjda tudi krema kakšna lahko mogoče pripomore k temu, ampak ni pa tako, da si namažeš pa kar zraste. Tako da bi si prste namazal, pa bi kar zrastel, ne bi, ne. Yep. Ja. V glavnem, večina teh stvari za povečanje penisa je nateg. Dejanske stvari, ki preverjeno delujejo, pa še to, velik disclaimer, to ne naredi pač ful velike razlike. Ja. To ti doda kakšen centimeter, 2, Ja. 3, če imaš ful srečo. Pa... Sem veš, koliko je 3 cm. Ja, sej. To je ful velik, drugače. Sej zato pravim, da to je tako že zelo velik. Pač večinoma ti doda na širini, ker pač vse deluje na fori raztezanja. Pol tudi tiste, ki imaš one naprave, ki ga prav tako namestiš not in ti ga cel dan razteza, ne? Ja. Pač it takes a lot, da to delaš. Tu moraš ti cel dan nositi, da se tvoje celice dejansko pomnožijo, kot da bi se ti koža tle raztegnila, če bi jo ful Ti narediš skozi držal. mikropoškodbe. Ja. Isto deluje, kot ko greš v fitness. Mm. Ti, ko greš v fitness in delaš vaje za mišice, ti ustvarjaš mikropoškodbe v mišici. In potem, ko se to zaraste nazaj, je pač mišica večja. Isto je v penisu, ti ga raztegneš s temi razteznimi napravami ali pa z pumpicami, ampak specifično bad-made pumpica. Bad-made pumpica je taka, da ga daš vodo noter in ti potem s tem hidropritiskom razteza penis, ker če daš to samo na zrak, se ne raztegne toliko bolj boleče, je prej lahko pride do poškodbe. Z bad-madeom pa zaradi tega, ker daš vodo uporabljaš, je veliko bolj varno, pa veliko bolj učinkovito. In potem ustvariš te mikropoškodbe, ker se to nazaj zaraste, je potem tkivo debelejše in tudi potem gre malo v dolžino. Je pa to treba res pridno in redno delati. To ni tako, da boš mal naredil, sem pa tja, ker se boš spomnil. Ne, to Ja. delaš vsak dan, te raztezne naprave moraš po cel dan nositi. Ja. Bad-made moraš uporabljati tudi po nekih 10-15 minut na dan, pa prej moraš penis ogreti pod tušem. Pa to je cel proces, to je tako dedication, to si moraš res Ja. ful želeti, ful moraš biti. In konc koncev je res nepotrebno. Ja, po drugi strani pa veš, kako eni pravijo, da pač 1 centimeter je velik in v bistvu v veličini penisa 1 centimeter res je velik. Ko veš, koliko je razlike, če si daš neki not, pa je 1 centimeter večje. Ful je razlike v resnici. Tako da jaz mislim, da če je pač tudi nekoga želja, naj te pumpice uporablja, pa ta ok prijem, pa Ja, bo- razloži ta ok prijem. ja, pa bo verjetno pač kaj boljš, ampak jaz dvomim, da s temi pumpicami v dolžino, mislim, ne dvomim, to je preverjeno, v dolžino neki ful niglih tu razlike. Je pa v širino lahko. Vse imaš na internetu, dobesedno lahko pogledaš pač testimonials od uporabnikov, vidiš slike, pač to se vse da na internetu, malo pogooglite. Ja. Pač tisti, ampak jaz še vseeno ful ne zagovarjam tega. Pač povem, obstajajo stvari, povem, kaj deluje. Ta ok je gelking, se temu reče. In obstajajo najboljši nategi so to, da imaš kreme, ne? Titangel, recimo. Ja. Titangel bom zdaj povedala. Ja, deluje. Zakaj? Zato, ker uporabljaš gelking. Ja. Dejansko deluje gelking, ti bi lahko uporabljal nivejno kremo zraven, pa bi bilo čisto, ni od kreme odvisno. Ja. Ampak v navodilih piše, da ta prijem uporabljaš. To pomeni, da vzameš penis in ga pač s takim prijemom, ki zgleda, kot da narediš ok z roko, razteguješ. Tako da, ja, vse te kreme in tablete so nateg, samo te močilne naprave dejansko delujejo. Ja, pa hočem še povedati, da pač to je res življenjski dedication, ker ti enkrat nehaš to delati, ti Gre boš v nazaj. penis nazaj, kjer je bil. Tako da pač ti moraš to res delati skozi, če hočeš imeti malo večjega. Zdaj, če ti bo to ful na samozavest vplival, go for it. Zato, ker potem sem jaz tako razmišljala, pač realno, to je kot neka plastična operacija v resnici. Kaj da boš zdaj rekel, mislim, a veš, vsak ima zdaj svoje poglede na to, jaz sem jo imela tako, da jaz ne moram nič reči proti temu. Meni se zdi, da če to bo pomagalo tvoji samozavesti, če veš, da bo res, potem go for it. Če pa to ne, mislim, a ne, moraš ugotoviti, zakaj, kaj res je ta glaven razlog, pač sam to. Ja, pa mislim, da v resnici ti te razlike, ki boš gledal dol na se, ne boš opazil. Pač to je mogoče neka stvar, ki jo bo opazila, ne vem, ženska, s katero boš seksal, pa še tu bo verjetno opazila, sem če imaš tuk dolgo, pa bo pol tuk dolg. Pač meni se zdi Veš, kaj ful mislim? boljši rešitev, ker verjetno
si ti želiš večji penis zaradi tega, da boš zadovoljil partnerja ali pa partnerko. Obstajajo rokavi za penis sleeves, in to je en tak tulc, ki ga daš na penis, glavica je še zmeraj zunaj, tako da ti v bistvu da na širini, ponovadi imajo pa še tako neke take teksture zunaj, tako da da dodatno stimulacijo, pa dodatno širino tvojemu penisu. Imam pa tudi nekaj imajo dolžino, ne? Imaš pa tudi, to so pa podaljški za penis. Tako da lahko si pa še s tistem pomagaš, podaljški so pa fajni zaradi tega, ker oni ti pa še glavico pokrijajo in ti pomagajo, da dalj časa zdržiš zaradi tega, ker nimaš te stimulacije na glavici. In to je pa prav pripomoček, ki je pa specifično narejen samo zaradi tega, če ti hočeš res dolg časa seksati, pa res dolg časa pač tega partnerja zadovoljevati. In ja. Tako da obstajajo tudi drugi načini, meni osebno boljši načini, za popestriti spolnost in biti boljši v postelji. Plus, deli še na tvojih skillsih s prsti in z rokami in z usti. Če ta čas porabiš za to, da treniraš te stvari, boš veliko več naredil. Ja, to je pa kar dober nasvet, ja, to je resnica. Plus, nikoli ne vem, kaj sprašujejo za te podaljšati penis, nikoli ne vem, o kakšnem penisu mi zdaj govorimo. Ja. Razumeš? Ker jaz, če imaš ti zdaj tak penis, recimo, ne? Jaz zdaj govoriš o mikropenisu. Ja, no. Če imaš tak penis, pa mi rečeš, da bi ti nekaj za povečanje penisa, pač rajš karkoli drugega. Lucija se je polila. Sam sebe računalnik. In računalnik mi je polila. Evo, glej sem ji hotela reči, moje mikrofončke bo ona vzela s sabo na morje. Vi ste priče. Če bo en padel v vodo, mi bo mogla nove kupiti. In zdaj tudi računalnik mi mora nov kupiti. Eto. Pa glej se je začel pregrevati. Lucija, v redu je, jaz mislim, da je to tudi malo vodoodporno, veš. Upamo. No, prosti, v bistvu na srečo šlo sam po steklu. V bistvu je čisto redoško, kad jaz kaj tu polijem. V glavnem, če imaš tako velikost penisa in mi rečeš, da bi si ga rad malo povečal, bi ti rekla, pač mogo boš najti v življenju kakšne druge rešitve. To ni prava. Ne? Če imaš pa tako velizga, pa ga hočeš še malo povečati, ajde, štekam te zato, da jo boš glih zadev tam not, da se ji bo zvrtelo in da ne bo mogla živeti. Ok, to razumem, ne? Jaz pa glih obratno razumem. Jaz bi pa glih razumela, če je tako res mikropenis. Ja, in kaj bo razlika, če je tak, ko pa tak? Ja, tam je večja razlika. Ja, veš, ni v resnici pri ženski ni razlike, ne? Ja, štekaš, meni je čisto vseeno, ali je tak ali tak. Razumeš? Ja, sem pa zgleda več, ne? Ne vem, če res zgleda kaj. Ja, evo, vidiš, ne moreš, nikoli ne bojo vse ženske zadovoljne. Eni bo prevelik, eni bo premejhen, ena bi tako, ena bi drugač. Can't win here. Ja, nasplošno je tukaj ena taka stvar, da se ukvarjaš, mogoče bi bilo boljše, da se ne bi. No, v glavnem, zdaj veste, kaj pomaga dejansko, ampak tudi pomislite, kaj sploh glavni razlog, zakaj hočete večji penis in ali vas bo to potem naredili srečnejše ali ne. Ja. V glavnem, snemalca sta nas še opozorila, da bi bilo fajn izpostaviti, da mogoče pa bi bilo to zanimivo za une moške. To so njihove besede, jaz se s tem sicer ne strinjam, tako še rekla. Tako, če imaš 15 cm, da ti potem tisti, ne vem, centi ali pa mogoče celo 2, naredita lahko ful veliko razliko. Sam, honestly, pač 15 cm je že nad slovenskim povprečjem, tako da jaz mislim, da se moški čisto preveč obremenjujete z vašo velikostjo. To stvari je bolj pomembnih. Imaš tudi ženske, ki jim je ful pomembno, velikost, ne bom lagala, ampak honestly, 15 cm je tako res boyfriendik. Jo, zakaj se enkrat ne sprijaznemo, da pač, ja, noben mu ni čisto vseeno, ampak imamo tudi druge stvari v življenju za delati, pa se za njih zasekirati in se lahko. Ampak seveda pač... Pa ti si imela en boljših seksov z tipom, ki je imel čist mehnega. Ja, ampak je pač dejansko dejstvo, da je imel čist mehnega. Kar hočem reči, da pač penis res ni toliko pomemben, koliko je velik. Lahko z mehen mu narediš ful laban in lahko z velik mu narediš čist brez veze. Ja, no, to je res, ja. Tako da to hočem reči, ni sploh to pomembna velikost, pomembno je, kaj narediš z njo. Gremo naprej. Zdaj bom skozi stiski. Daj si mikrofon samo prav. Hej, Lucija, vem, da si ti enkrat že pisala glede tega, pa se sliš?
Vem, da si ti enkrat že pisala glede tega, pa nisem zasledila, ste mogoče že naredile kakšno epizodo, v kateri govorite o raznolikosti med ženskimi spolovili, sploh o malih, večjih sramnih ustnicah, ker se mi zdi, da je to tudi tako precej v pornografiji poudarjeno, da so vse čist gladke in dajejo nerealistično sliko. Mogoče bi pa prišlo prav kakšnim mladim puncam in nam, ko smo mogoče še v takšnih letih, da nismo samozavestne glede tega, ali pa da ne pustimo, da bi nas moški spodaj zadovoljil, čeprav mu je mogoče všeč, ampak je še kar nek feeling sramu. Zdaj, za celo epizodo ni tole vprašanje, ampak sem ga pa sem zdaj vključila. Vam jaz nekaj povem. Jaz se nisem nikoli glede tega sekirala. In v življenju sem z veliko ljudmi seksala in še noben mi ni nič rekel. Nikoli. Ne, zdaj sem se spomnila. En mi je enkrat v kampu. En mi je enkrat kot čist nek random model, sploh ne vem, koliko sem bila stara. Ja, OMG, ni hotel z mano seksati, ker nisem bila pobrita. Ampak meni je bilo tudi tako smešno, ko mi je rekel, zato ko midva so že začela seksati in pol. On bil tako... Čak, že noter ga je imel? No, skoraj. Pa je bil tako, ne, to ne boš čez to, ne bošo. Ja, ne bi glih tako rekel, ampak Ne, tako je bil, sej, ja. ne, jaz pa to ne bom. In mi je bilo tako, okej. Pa smo pa nekaj karto igrala ali nekaj. V glavnem, večino ljudi jim je vseeno oziroma pač, po moje, oni sploh ne razmišljajo o tem moški. Kakšna je, tako, kako zgleda. Meni se zdi, da njima vse normalno. Jaz sem zdaj Jana vprašala. Lahko pač opaziš ti to? Ali ti je Kjer da pomembno? opaz? Pač to, glede teh sramnih ustnic, koliko so velike. Okay. Ko fora v tem tle je, pač to vprašanje se verjetno nanaša na notranje sramne ustnice, zato ker te so včasih pri enih ženskah večje kot zunanje sramne ustnice. A ne gledajo ven? Meni gledajo ven, recimo. Ja. Kaj pa teb? Kako si lati, ko meni gledajo ven in jaz skoja? Nisem jih še videla. Meni gledajo gliš čist ven, ampak niso pa tudi čist not. Imaš tako pornografsko pol. Ja, mogoče. Pač jaz sem drugačena kolegica, ne bom povedala, mislim, ne bom, ampak eno kolegico imam, ko ona ima pa tako pravuno, da bi jo narisal. Tako, notranje so pač čist not pospravljene, glih, res, prav tako lepo piško ima, da je to noro. Ampak iz katerega kota je pa not pospravljeno? Pač Ko imaš tako, noge ko tako stojiš. narazen. Ne, ko stojiš. Je pa tudi narazen, pač, a veš, tako manjše so. In jaz takrat, ko sem to videla, sem tako maluno, je pa tako lepša njena za pogled. Pa meni je moja čist lepa, ampak tako sem bila, njena je pa res tako taka estetska. Ampak še vseeno. Nikoli še nisem o nobeni piški pomislila, da je tako glih. Wow, ta je pa piška od modela, zato ker je imela različne sramne ustnice. Meni je v resnici vsaka piška lepa. Pač, meni je tudi vsaka piška lepa. Ja. Meni je ful dober ko imate na internetu obstaja Wall of Vagina ali nekaj takega. Ne vem, neka umetnica ali umetnik se je prav odločil in je odlitke tako 100 različnih pišk naredil. In lahko potem te odlitke prav na steni so, lahko najdete tako slike na internetu in tam je toliko različnih in z ful velikimi. Te notranje sramne ustnice so lahko tudi 5 cm ali pa več velike, dolge. Kar nisem vedela. Ja. Ampak ja, in imaš res toliko različnih oblik, toliko različnih barv, velikosti in vse je to toliko normalno in v pornografiji je pa problem, da je preferirano v teh mainstream porničih, zdaj v tem govorimo, je preferirano, da so notranje sramne ustnice manjše in obstajajo tudi operacije, da se jih zmanjša. Kar se pa meni zdi taka žalost. Ker to so tudi živčni končiči. Ti s tem odstraniš pač del telesa, ki je ful občutljiv, ki lahko ti da nekega užitka v spolnosti in zaradi teh porničev brez veze. Pač jaz razumem, če te mod, ker ene res mod, ker hodijo, ne, in pol si grejo operirati, tudi čist razumem. Drugač pa, valjda, da boš v življenju verjetno spoznala tudi koga, ki mu ne bo všeč. Ne, tako kot tebi niso vsi penisi glih najlepši, verjetno tudi vsem ne bo tvoja piška najlepša in meni se zdi tu pač čist v redu. Bojo pa eni, ki bojo rekli, omega, prav spomnim se zdaj, ker enkrat prišel eno trgovino in pač on je bil obseden z velikimi piškami, tako
vse je moglo biti veliko je moglo biti od zunaj in od znotraj. In on je bil čist nesrečen, ker je imel svojo punco tako rad, ampak ona je imela najmanjšo možno piško na svetu. In meni je bilo tako zanimivo, zaradi tega, ker pol pa pridejo ženske, ki hočejo imeti tako najmanjšo, ne, in so čist nesrečne. On je pa pač sem iskal nekaj, da bi tu lahko povečal, in pol neke te pumpice, da sta pač pol tu tako povečala. Tako malo, vsaj za takrat. Ja. No, jaz sem tudi isto z enim govorila enkrat, ko sem bila isto v tej pač, ko sem bila v trgovini. In mislim, z eno bejbo sem govorila in je rekla, ko so gledali te flashlighte, ki imaš pač od litke teh porno zvezd, in je najdla eno, ki ima tako res pač tudi ful velike ustnice, in je rekla, mojemu je tako všeč, da so take velike, mislim, pač, jaz sem se včasih tako malo sekirala, ampak je on rekel, da njemu to najlepš. In zdaj mi je ful dobro za te, ker vem, da pač je njemu to všeč. Ja. To nisem povedala, kaj mi je Jan rekel. Jaz sem ga tako vprašala, pač, če on to opasen to, in je rekel pač, da je bil enkrat z eno, ki je imela ful velike. In sem tako, in kako ti je bilo? In je rekel, in meni ni bilo glih najboljš. In pa sem rekel, okay, a pa ti pri meni všeč? In on tako, pa se ti nimaš srednje. In sem rekel, ok, v redu, a pa ti všeč? In on tako, ja. Okay. In pa je rekel pač, da ona je imela pa ful velike, in da ga je pač zmotil pri oralnem seksu. In pa sem rekla, se vi s Frenji to kdaj pogovarjate o tem? In je rekel, da ja, in da je to pač prav povedal tem frendom. In sem tako, ok. In je rekel, da en drug je pa rekel, da njega pa to ne bi motil, da njemu pa to najboljš. Tako da različni smo si. In ne se spreminjati, zaradi tega, ker lahko mogoče enemu ni všeč, ampak enemu drugemu pa to najboljš. Ja, jaz samo spet mi je šla misel. Vprašamo te snemalce, ker sta dva moška, kaj pa vama, to se vam zdi pomembno, kakšna ima ženska, upasta to. En je rekel, da je važno, kdo je nos, en je pa tako naredil, srednje. Kaj to pomeni, da imaš rajš večje ali manjše? Ali srednje? Ali ti jo? Srednje. Da ni rabe. Ok. Ja, pač vsi imamo radi drugač neka povprečja, to je drugač kar zelo človeško. Ja. Da imamo tako radi neke stvari, ki jih poznamo, pa ki smo jih velikrat videli. In čisto logično je to, da so nam pač všeč stvari v povprečju, ki smo tako narejeni. Druga stvar je pa tu, da zakaj imamo me ženske s tem problem, je zato, ker še zmer velja tu, da se kao lahko sama vagina in vulva raztegneta. In da če si fulkrat seksov, imaš pol večje. Prav spomnim se, ker so ljudje kdaj prišli v trgovino in so gledali prav te flashlighte in so bili tako, vid se jim, da so kurbe, ki imajo take velike. Wow, womp. Tu pač ni resnica. Ne. In mislim, da je tu ena slabših teh stvari, zaradi katerih je nam kao bedno. Ja, drugače to si dobro izpostavlja. Ja. Je pa tudi dejstvo, da nekaterim ženskam potem, ko rodijo, se tudi spremeni in ratajo ustnice potem večje. Ja. Plus starostjo ratajo večje zaradi tega, ker tako upade kolagen in vse malo bolj razvlečeno rata. Tako da lahko tudi to. Je pa potem ena fora, da pa starostjo ratajo manjše. Tudi, kva neka. Ampak to je pa pol tako, ker ta neka... Estrogen upada, ne, in pol vse rata manjše. Tudi kao klitoris lahko rata manjši. Ja, klitoris rata, če ne uporabljaš klitorisa, lahko pride do atrofije klitorisa. Ja. Kar pomeni, da klitoris dobesedno zleze sam vase in tako pač kar malo zakrni in izgine in nima več, potem ni tako občutljiv in vse, tako da uporabite ga. Sem še tu bi hotela povedati, da zdaj se vračamo nazaj v 80-ta ali kam tam nekje, kjer so imeli oni radi vse možne stvari in jaz mislim, da so se moški v zadnjih 10 letih malo spremenili. Se mi zdi, da prej je moglo biti tako vse čisto, ja, ok? Pobrito, mejhno, perfektno, ker takrat je šele bil ta medijski boom in takrat smo vsi začeli to gledati. Zdaj je pa to postalo tako mainstream, da so se vsi začeli tako malo nazaj obračati, pa itak se moda vrača iz 80-ih, tako da zdaj je vse popularno. Zdaj je popularno, da imaš full bush, tako da go for it. Tu imaš zdaj 10 let bo popularno. Pa bomo se mogli pa pobriti. Pa je tudi treba pač vzeti v zakup, da še vseeno obstajajo osebne preference in da ne smeš tega osebno imati. Itak. A so kaj pametnega sploh povedala tle? V glavnem večina tu, da Smo si različni. si v redu. Ja. Ok. In še zadnji. Živjo. Jaz bi imela pa eno vprašanje zate, ker me zanima, kaj ti praviš na to temo. In sicer na enem podcastu sem slišala, da on, voditelj, priporoča varanje in sicer iz vidika, da če te partner prevara, da si ti že v neki prednosti, ker si ti njega že enkrat prej in nimaš te neke grozne jeze do njega, ker si ti pač isto grozen.
In pač, da varanje mora biti v vezi in da to ni nekaj groznega. Ne vem, meni je že sama misel na to, da bi me fant prevaral tako grozno in se absolutno ne strinjam z njim. Pa tudi jaz ne bi mogla nikoli kaj takega narediti svojemu partnerju, ker tudi če mu ne bi povedala, bi imela grozno vest, bi imela tako grozno vest, da bi me pobralo. Oprosti, če je sporočilo neprimerno, ampak res nimam nikogar, ki bi se lahko z njim pogovorila kaj takega. Preden sploh karkoli odgovoriš, bi jaz sem rekla, da ta podcast ali pa eni podcasti ljudje govorijo stvari, ki so izven povprečja, pa nenormalne, sem za to, čeprav oni ne mislijo res tega, sem za to, ker pač morajo jih poslušati ljudje. Tako da jaz mislim, da je tudi le fora. On ne misli res, da moraš ti varati svojega fanta in on ne misli, da mora varati svojo punco in ta punca ne misli, da mora njega. Tu ni resnica. Jaz pa verjamem, da kdo dejansko tako razmišlja. Res. Če sem se kaj naučila v teh svojih skoraj 30 letih na tej svetu, je to, da eni ljudje imajo dejansko pač nora prepričanja, ki jih ne bom nikoli razumela. Se pravi, da bi nekdo res rekel, da moraš ti varati v vezi. Jaz si prav lahko predstavljam nekoga, da tako razmišlja. Točno to, glih ta reasoning, da zaradi tega, ker če on tebe prevara, potem ti ne moreš biti jezen, ker si tudi ti isto naredil. Kakor da se že vnaprej zavaruješ. Pač to so te sabotaže, ker ti sabotiraš. To je vse resnica, sem pa ne pomeni, da to je dobro. Ampak to je sabotaža, veš, koliko ljudi to dela, da sabotira sam sebe že vnaprej, zaradi tega, ker pa se bo pa nekaj slabega zgodilo in si bo rekel, ne, saj sem že jaz v bistvu pač. To je ta nek obrambni mehanizem, ki je ful nezdrav, ampak ga imajo ljudje ne samo pri taki stvari, ampak tako nasplošno. Pač tle not je omenjeno dejansko ime tega podcasta in tega človeka in zato je mene tako razjezilo in sploh ne vem več, kaj je bilo vprašanje. Kaj je bilo vprašanje? Pač da, kaj si misliva o tem, da je varanje pač nekaj normalnega in nekaj, kar se počne in da boš, da ti prvi prevaraš zaradi tega, da se to tebi zgodi, nisi potem Jaz mislim, da je varanje normalno, pogosto. Mislim normalno. V kakšnem smislu normalno? V smislu besede normalno. Kaj je normalno? Tu, ker se veliko počne. Ne. Ja. Ne. Je pogosto, je razširjeno, ni normalno. Jaz mislim, da ti ne jemliš besede pa tako dobesedno, kot jaz. Ker normalno samo pomeni nekaj, kar večina prakticira. Za voljo rečemo nenormalno. Se pravi, ni dobro, tu hočeš ti povedati? Pač ne bi pač je dejstvo, da pač ljudje to počnejo in da je tega čist preveč, ampak ne bi pa rekla, da je normalno. Rekla bi pa, da preveč ljudi to počne. Ja. In da je preraširjeno, ampak... Tako je boljš, da ti njega prva prevaraš, kot da on njega. Mislim, kot da on tebe. Ja, pa če pogledaš na celo to situacijo, je boljš, ampak ni pa dober. Ja, no, ampak kaj pa, mislim... Jaz se tle, pač moj pogled je, da če greš ti že v to zvezo... Kaj bi sploh nekdo tako razmišljal o tem? Se to, pač to se mi zdi grozno toksično razmišljanje in način življenja in ti boš vedno nesrečen v življenju, če boš tako šel v vsako stvar z idejo, da bo šlo nekaj narobe in da bo nekaj slabega se zgodil in dajmo narediti nekaj slabega, bom jaz nekaj prej slabega naredil, zato tega, da potem ne moram biti jaz prizadeti in razočaran, zato tega, ker itak jaz pričakujem slabo od življenja in pa mi življenje da slabo in sem sam tako I knew it. Vedel sem, da je življenje slabo, pričakoval sem slabo, dobil sem slabo. Ne! Mindset, vse je v mindsetu. Jaz ful verjamem v to, da to, kar razmišljaš in delaš in daješ v svet, da to boš tudi nazaj dobil. Ja, itak se zgodijo tudi slabe stvari in vse, ampak če boš slabo pričakoval, se ti bo več slabega zgodilo, kot če boš pač kera debilana, da greš v zvezo in rečeš, jaz ga bom prevaral že po jutrišnjem, zato da bom res prvi. Ja, kar neki. Tako da na tak način ne moš imeti nobene srečne, zdrave in uspešne zveze. Ja, pa nekaj poslušati ta podcast. Ne tega poslušati, unga nekaj poslušati. That's it. Tako. Mata vidiš še kaj za dodati? Ja, vidim se, da morate zmeniti beseda normalno, beseda prav. Ker normalno je to, kar Sara govori, normalno je, kaj je procentualno nad 50. Ja. Normalno je normalno, ne. Ampak je pa jaz vem, da vi normalni ljudje drugače jemljete. Ampak ne, ampak koliko dejansko, imamo kakšne procente, koliko je varanja? Ful po moje. Več kot pol. Ja? Ja, demet. V glavnem, zdaj so me tlele podočili. Ker tudi varanje je naravno, ne? Naravno je tudi. Naravno. Ja, je naravno, dober, zaradi tega, ker narava poskrbi, da gre mož stran, pa ima z drugimi otroke. Tu smo že zvedeli. To, ja. Vem, kaj misliš in ne morem... Ja, je tako. Glavno, zdaj smo me podočili, da to, kar je naravno, je to, kar je nad 50% in da je varanje več kot 50%. In zdaj jaz nimam tle nobene statistike, ampak...
Bottom line je, edini podcast v Sloveniji, katerega poslušate, zato da se naučite nekaj o seksu, je najin. In ne od drugih. Od teh. Se, ko imamo še kakšen seks podcast? Ne veš, kjer je Imamo ful tisti dober. dnevi v mesecu. Samo oni niso toliko seks podcast. To je rekla Ko imamo še kakšen seks podcast, ja. jaz nisem tako mislila, sploh sem pozabila, da obstaja. Veš kjer. Pa ta res dober, tega ful priporočam. Slovenski? Ja, ki je od radija, ki ta... Kako se mu že reče? Kakšen radio, ne vem, kdo pa ga bo od... Kdo je že vodil talente? Valič. Ne ta starejši, Domen Valič. Domen Valič ga ima, pa še ena punca. O seksu? Ja, mislim, one dva pač bereta te skripte. A ja, Oni preberejo tako neko zgodbo in potem prav strokovnjake intervjujejo tako. Pač, ko imajo vsaka tudi čast. TikTok profil. Možno. Ja, vem, un za mlade. Ja, tu pa glejte pol, oni ziher vejo, kaj govorijo in kaj delajo. Je ful dober podcast. Tisti Okej, je, nisem vedela, da obstaja. honestly, bolj poučen od najnega. Tu Ker pa imajo ne, tako ja. prav, oni pač se še bolj, mislim, poučen. Pa so tako za mladostnike? Iz vse. Mene je ful zanimivo ga poslušati. Kva? Res dober, kvaliteten podcast. Ne spomnim se, kako se reče. Joj, no, Ja. tu bomo... Vara se 70% polka. Okay. Daj povedal mikrofon zdaj še tu. V glavnem, zdaj smo to statistiko preverjali in 70% folka vara po statistiki. Ne? In zdaj bomo še Pa tu preverjali, še kako se malo, temu ker podcastu reče. velikih tudi ne pove, verjetno. Se drugače tako, ko poslušaš, a veš, tako imaš isto na podcastih, ko ljudje se pogovarjajo o varanju, Ja. pa pismo se res ful veliko ljudi reče, da je vsak kdaj varala, pa so bili prevarani. Ja. Je očitno je varanje normalno. Pa ni... Shit. Ni pa prav. V glavnem, kot da bi se imenovalo ta podcast neki fresh. Ali pa kaj. Ne, Ne. fresh je pa una Pa reklama. slovensko je. Ok, da cajt, ko bojo oni to ugotovili, Bomo vam dali bomo v se opis šli, ja. nekam. zdaj se ne bomo pa never have I ever. Ajde. V glavnem. Drugače sem bila na umu podcastu. Tam pa sem skoraj nič uporabljala, kar sem povedala. Kako si kar bila na podcastu? Ja, tako Kdaj? sem jaz Zdaj? zvedla, da ne, že fulok nazaj. A, Ja, so neko statistiko so rabili glede prodaje seks igrač pa Ok. tega. sploh In pa sem tako zvedela za ta podcast, da obstaja. Okay. Ok, Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čist pozabila nase, pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo, zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares ok, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kot paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, boljš spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. never have I ever. Pripravimo prstke in tisto stvar, ki si že naredil, daš prst dol, za vsako stvar, ki si jo dodaš dodaten prst dol, tiskaj, da največ prsta dol, gre v zapor. A si najdu? Evolucija užitka! Ja, joj, ne bi se spomnila, hvala. Ok. Wow, dobro, da imamo od vas snemalca, da en lahko snema, en pa pač fakte pulapa. Imaš še kakšnega tako? Nisi drugih pa ni. Aluna od Beletrine je nek še, ki je Eva. Eva ima? Ni to tudi nekaj Ja, ona ima spolnosti? tudi o spolnosti, ja. Pa pol tisti dnevi v mesecu so v spolnosti. Ja. Pa se mi zdi, pa infodrom, ki je bil, tega pa še nisem poslušala, moram priznati. To pa tudi jaz ne vem, kaj. Ampak ga bom zdaj poslušala, evo. Okay. Ker je že par ljudi rekel, da moramo imeti to voditeljstvo na podcastu, tako da jo bova povabile, še prej bova pa poslušale podcast. Ja, vi pa napišite, če imate še kakšnega tazga zanimivega o seksu. Tako, lahko je tudi tuj. Ja. Pa da Jaz, ga midva ko ne pomislim, poznava. dejansko tako za Slovenijo, je kar dosti podcastov o seksu Ja, in o zdaj, spolnosti in ko tem. Ja.
Kako dober za nas, I love that. Ja. To je full over. Ok, zdaj pa gremo za res. Never have I ever. Nikoli nisem seksal več kot 3-krat v enem dnevu. Sara dala prst dol, jaz sem prav razmišljala, ker sem to pisala in jaz mislim, da sem, ampak se ne spomnim. A pol vela? Ja, verjetno si že kdaj v življenju. Ja, jaz mislim, da 24 urah. Jaz mislim, da sem, sam se ne spomnim, kdaj je bilo to. Se ne rabiš. Ok, sem po mojem. In smo dali, en snemalce dal, en pa ne. Nikoli nisem gledal erotičnega filma z več ljudmi skupaj. Video Saro smo dali, še en snemalce dal in vsi smo dali. Wow! Sem, da me smo ga v službi, verjetno. Ja, kaj pa videla, Vidva kaj pa pa ne je vem, izgovor? tudi v službi. Koliko si bil star? Če da povem, da bojo slišali. V glavnem, prvič, ko je gledal en od snemalcev, Pornič je bilo na rojstnodnevni zabavi, ko je bil star koliko? 11. Ja, no. O, in kakšen je bil? Ja, to je, ampak kaj je bilo? 3 črnci pa ena ženska. In je bil zatraumatiziran. 6 jih je skupaj gledal. Zdaj pa je še kreme, a veš. Kaj pa ti? Jaz sem itek bil gost. A si to že povedal? Ja, ne, ampak si to predstavljal. A ja. A Jure. ja, A kaj- itak. A ja! Ja, A ja! Zdaj je pa tako, da sem jo pa tako dolgo žigala vrvico, da sem tole dojela. Aha. Sem mislila, da hočeš, da... Aha, dobro, ne bomo komentirali. Veš, kaj še hočem jaz vprašati vse naše gledalce? Je tu zabavno, da se mi dve snemalci pogovarjava v tem zadnjem delu, ali je nadležno, da se pogovarjava? Glasujte v komentarjih. Ja, sem res. Tu naj jo zanima, ker nama je recimo zabavno, ne? Ampak si pa predstavljam, da če vi sploh ne vidite teh ljudi, da je včasih tudi ni zabavno. Tako da, povejte nam. Ja, pa še, ko moramo pol transkribati. Ja. Ja. Meni najhujše mi je pa, da se nekdo pogovarja v zadnji z nekom in pol ne slišiš, kaj so povedali in oni ne povejo od mikrofon, kaj so Ja, povedali. lahko pa poveste, da jim damo samo njim tudi mikrofone. Tudi to je ena opcija za glasovanje. Eto, povejte. Okay. Naprej. Nikoli nisem bil na seks delavnici ali predavanju. Jaz sem bila zadnjič prvič na Luciji. Kako ti je bilo? Dober. Sam to moraš zapovedati. Super mi je bilo, šla sem tam strešt, pa nisem mogla glih tako užiti, ker sem se mogla ukvarjati, tako, kako bom zdaj natočila in ta libido booster in tako. Ampak drugače sem pa uživala, zdelo se mi je zabavno in zdelo se mi je eventful in ful smo bile dolgo, tako ne vem, kdaj smo prišle domov, ob 10 zvečer. 3 ure je trajalo. Ja. Ne, pač ne predolgo, ampak tako, ko se zagovoriš in je bilo zabavno. Ja. To ti Mm. nisem povedala še. V glavnem septembra, ne Ja. vem, kdaj bo zdaj, to verjetno, ker zdaj, ko to gledate, je mogoče že to mim, ali pa bo glih bilo, ampak septembra začnem pa zdaj te ženske kroge organizirati in imam že vse mesta zasedena. Ko bo enkrat na mesec. 2 sta. Ok, Ja. 2 na mesec. Zdaj 2 na mesec, zato ker sem na dopustu prvo polovico septembra. Okay. Tako da mi potem samo še 2 vikenda ostaneta, tako da bom potem videla, kako bo oktobra. Za oktobra še nič ne vem. Probala bi dobiti tudi nek prostor v Ljubljani, če mi rata. To bi bilo ful mega, pa da ni pač predrag. No, dajte napisati prostor v Ljubljani, ko ga imate, zihr ga doma, Za 15 do 20 punc. kontaktirajte nas. Tako. Ja, 21 je max, ki Ja. jih pride, zato ker hočem, da je še zmeraj tako malo intimno, da lahko deliš tako veš stvari, da lahko vsak kaj pove. Pa to, ker point je v tem, da nimam sam jaz tam monologov, ampak da se vsi skupaj pogovarjamo. Jaz sem se na delavnici, ki sem jo imela, v bistvu to je bila zdaj nova varianta pač teh ženskih krogov, ki jih organiziram. To sem zdaj testirala, zato da zdaj lahko septembra zares jih imam. In je pač, jaz sem se ful novih stvari naučila. Ena je ful dobro zgodbo delila o fistingu, ful enih različnih zgodb o squirtingu smo slišali in jaz se kar tako bolj pametno počutim, kar naenkrat. Tako da ful je dober in se ful veselim. In ja, v glavnem, bo pač, če bi radi prišli, mi napišite mail v DM-se, ker tisti, ki so mi na zadnje mail dali, so dobili vabilo in pač na Instagram sploh nisem nič objavila, ker je zdaj že zasedeno, ker so tisti, ki so se prvi prednostno prijavili, so dobili prednostno vabilo. In v zdaj je to vrsti to. bomo mogli čakati za te delavnice. Veš kaj, meni se zdi, da jaz lahko vsakič pridem. Jaz imam Ti tako ti si vedno vabljena. No, Evo. naprej. Ok, nikoli, čaka, videla sta že bila na kakšni delavnici ali? Ne morete na ženske Ja? kroge. Kje si bil pa ti, Ure? Jaz v bistvu je bilo za kako zadovoljiti spodaj. Kako zadovoljiti spodaj? V Avstraliji.
Po Avstraliji. Ne v Avstraliji, spodaj. Down under, a ja, kao, tako sem mislila, sem pa hodila reči, v Avstraliji si bil, kako zadovoljiti tam spodaj, kako dobro. Aha, ok, kje pa si, kdo pa je imel to? Je to seveda v angleščini bilo. International. A to je bilo v živo? Ja. Kje? V Sloveniji, mar. Ja, ja. Kako pa jaz nisem bila povabljena? A to je kakšna ženska vodila, moški? Moški. Jure je Ah. vodil. Moški je razlagal, kako ne, sej drugače, tudi lahko. Sej sem pa zadnjič na dekličini razlagala, kako blowjob izvajati, tako da jaz sem kot ženska Ja. govorila, kako moškega zadovoljiti, tako da lahko tudi moški razlagajo, kako žensko zadovoljiti, sej znajo, eni. Ne? Ja, no. A si se kaj pametnega naučil? Ja. A zdaj sploh nisem povedala, kaj je povedal. V glavnem povedal je, da je na delavnici je bil, kjer so se učili, kako žensko zadovoljiti tam spodaj in je moški imel to delavnico in bilo je v angleščini. Čakaj, ste me vprašali, kaj si naučil? Ja, zdaj pa še, ja, samo moram jim povedati, da bojo vedeli, kaj smo se sploh pogovarjali tam behind the scenes. Prej sem nekaj, da je to bedno, da ne vejo in pa zdaj vejo. V glavnem, ja, sorry. Glavna stvar, ki sem naučil, je v bistvu, da moraš ti samo, da ni tako rašan, a ne Aha. v smislu, da jim vzeti to, ampak da je res to, sprost se pa boš ti povedala, ko šmila dost. A ne? A, evo. A ne, pa počas. Mislim, ampak ne počas, ampak stopnjevalno. Veš, ne sam kuj oba prsta, a ne? Aha, aha. Ampak pol enega, pol dva, smok. Ok, ta moški dejansko sploh ni dal slabih nasvetov in sicer je rekel, da si moraš vzeti čas, da nikamor hiteti, da se sprosti, da ti bo že ženska sama povedala, ko bo imela dost in da ne greš takoj z dvema prstoma noter, da greš najprej. Guys, sorry, oprostite. A Ampak tebi to zdaj ni v redu? kakšen je tu nasvet? Wow, bravo. Pa ti zdaj, to zdaj, ne. Veš kaj, veš koliko, to niso samoumevne stvari. To noben ne bi vsi član 100%. Kako Ja. da bi vprašal, kako skuhaš dober golaž? Ja, dolgo ga kuhaš, pa mešaš ga. Jaz nisem nikoli golaža delala, jaz tega ne bi vedela. Evo, in kokor, če nisi nikoli piške lizal, ali pa je nikoli nisi dobro rezal, ne veš tega. Okay, Tako da, ne, to meni se pa to Ok, zdijo. fair enough. Ja. Prav imaš, zmagala si ta argument. Ja, res je. A veš, ne smemo nastopati, kot da vsi vse vem. Pač, kot da se rodiš s tem znanjem, kar se ne. Tako da, Vse res je. ja, in to je dejansko dober nasvet. Tak, Ok. res uporaben. In Ok. ki ga res lahko in plaš na vse. Ja. Res je. Res je. Evo. Res Ok. je. Nikoli nisem masturbiral v tušu. Ja? Smo dali vsi prst dol, ne? Zakaj imaš ti samo en prst dol, če smo že prej enega? Ker je že... A ja! Sorry. Ok, vsi smo dali prst dol. Nikoli nisem imel seks pauze, ki je trajala več kot 1 leto. Mi da Saro sva dale? Kdaj si pa ti imela seks pauzo zdaj? Ja, zdaj ne, sem jo pa imela. Kaj v življenju? Ja. Ja, itak, ker Pač- si bila stara 14. Ne, tako mislim, od prve, pač, ko si postal spolno A. aktiven, pa potem, ne? Okay. A si, zdaj si se že ustrašil, da ne boš mogel prsta dol dati. A ti si dal prst dol? Ok, samo eno snemalce je dal prst dol, drugi pa ne. Nikoli nisem jedel ananasa, da bi imel boljši okus tam spodaj. Veš kaj, jaz iskreno vsakič, ko imam ananas, sem tako, haha, it's gonna taste better. Tako da ni prav namerno, ampak pomislim pa na to, tako da šteje. Ja, ti si dal, ti pa ne. Ok, jaz sem dala, pa en snemalce dal in Sara ni dala. In en snemalce ne. A bom jaz več kot ti? Kva? Nikoli nisem prevaral nekoga samo zato, da če on prevara mene, ne bom jezen. Ne, Ne. samo zato nisem. To zdaj zveni tako, da sem imela boljši razlog. Ne, sem se iz resnica. Vidva? Ne? Ne. Ja, noben od nas. Pač tu je res beden razlog za varanje. Gubla sem. Ej! Oh moj bog. In še nekaj se ujemajo lisice z mojimi nohti. Kako lepo. V glavnem, hvala vsem, ki ste ostali z nami do sladkega konca. Kaj zapovedati? Pridite na moje ženske kroge, sorry, vabilo je samo za ženske, če bi pa moški tudi radi kaj imeli, mi pa napišite, pa še za vas kaj pripravila, sam, če bo interes, če ne pa bom samo za ženske delala. V glavnem, zakaj sem si zdaj to še bolj zategnila? Ker že dolgo nisi imela gor, pa ti paše. Ja, drugače res, Ja. še malo si bom zategnila. Se ve. To je to. Najdete me na Instagramu, živi Lucija tukaj, tam boste dobili več informacij tudi o teh ženskih krogih in drugih stvarih, ki jih organiziram. Zdaj bo še nekaj sva se zadnjič pogovarjala s Tadejo, zadnjič včeraj sem imela sestanek, nekaj bo organizirale nek oddih za ženske. Tako da tudi to vas čaka. Veliko se dogaja, veliko. Jaz se zelo veselim. Lajkajte, subskrbite, napišite v komentar,
če slučajno še zmeraj poslušate, napišite ananas, emoji ananasa. Love you all! Še povejte, če bi radi še kdaj kakšno tako epizodo odgovarjali na vprašanja. Ja, napišite vprašanja. Adijo!